Dobrodošli v posebni oddaji Vprašaj svojega mizarja. Z nami je Sara, krajinska arhitektka. Kaj več boš pa sama povedala, a ne? Jaz sem Sara Peternelj, jaz sem krajinska arhitektka in se ukvarjam z načrtovanjem okolice, pač javnih in privatnih prostorov. Se pravi, moje delo zajema načrtovanje otroških igrišč, parkov, lahko tudi samo vzorce tlakovanja mestnih trgov. Večinoma moram reči, da kar recimo 80%, 90% je pa moje delo načrtovanje privatnih vrtov. Imam pa tudi partnerje, s katerimi potem pač te vrtove, ki si jih zamislim, ki jih skupaj načrtujemo s stranko, lahko tudi izvedem. In Mizarstvo Hrovat so eden izmed mojih partnerjev, ki poskrbijo za lesene terase, za pergole, za korita in za ostale lesene izdelke, ki si jih skupaj zamislimo. No, to je res. In danes bo govorila prav o vrtovih oziroma o arhitekturi vrtov. Zdaj les vemo, da se vrača nazaj, sicer v nekak drugi obliki, kakor pred še desetletji. In zdaj, kako les sploh paše v sodobno arhitekturo? Jaz bi mogoče se kar pri tej besedi sodobno ustavila. Jaz mislim, da les je material, ki je bil v bistvu skozi zgodovino vedno prisoten pri gradnji arhitekture in tudi pač okolja, pač tega bivalnega prostora, ki smo si ga gradili. Tako da je paše povsod, ne samo v to sodobno arhitekturo, moderno, ampak tudi v neko bolj rustikalno ali pa, ne vem, domače okolje ali kaj hočemo reči. Ker les je tak kameleonski material, bi jaz rekla, no, in ga res lahko umestimo kamorkoli in bo povsod dobro izpadel. Je pa res, da so pač tukaj treba vedeti, kako ga umestiti, v kolikšni količini, v kakšni obliki, kako debele deščice, ker tukaj detajli naredijo lahko veliko razliko. Super. In zdaj, čisto, po tvojih izkušnjah, zakaj se ljudje ne več odločajo? Zato, ker les je naraven material. Les je edini material v gradnji, ki ga imamo, ki je zrastel, ki nam ga je recimo dala narava. Pa zrastel je drevo na tem soncu in je unikaten. Tako kot je vsaka snežinka svoja unikatna, tako je vsako drevo unikat, tako bo vsaka deščica unikat, tako bo vsak lesen izdelek unikat. Dve terasi ne boste enaki in pač pušča zelo tak pozitiven, dober čustven naboj, ustvarja krasno mikroklimo, ni vroč, recimo poleta, zelo pomembno, se ne segreje, medtem ko se ostali materiali se zelo segrejo. Če damo ploščice na teraso, če damo kompozitni les na teraso, če damo kamen na teraso, to bo zelo vroče, les se pa ne bo segrel. In pač zato, ker je v bistvu zelo funkcionalen, ker ima dober čustven naboj, ugodne občutke nam vzbuja, plus ker je pač lep, ker dejstvo je, da ljudje nismo samo funkcionalna bitja, ampak smo tudi zelo, zelo vizualna in tudi estetska bitja. Se strinjam, čist. A bi še kaj dodala sama zdaj, kakšen nasvet, kakšen namig? Jaz bi rekla mogoče, da kakor se jaz srečujem s svojimi strankami, da so tisti, ki so zelo za les, recimo na terasi, na fasadi hiše, na visokih koritah, pa tisti, ki se mogoče lesa skoraj malo bojijo ali pa imajo neke predsodke o njem, da bo zelo veliko vzdrževanja, da se bojo gor gljive, mah nabirali, da bo to grdo ratalo. Ne se lesa bati, les je živ material. Veste, to ni tako, to ni slika, to ni kamen, ampak je živ, ampak ravno to je njegov čar. In po primerni negi, ker pač dejstvo je, da neko nego bo sigurno potreboval, bo to material, ki bo dal hiši patino in poseben pečat in prav tako vrtu. In jaz vas spodbujam, da les skupaj uporabimo, in v vrtovih in v arhitekturi. Super. Evo, mislim, da se kar dosti pokrila danes, ne? Tako da zdaj, to je bila prva oddaja v sklopu 3, tako da Sara bo z nami še 2-krat. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, dajte postaviti v komentarje, bomo odgovorili, tudi bo Sara dala kakšen nasvet.
Tako da zdaj do naslednjič pa je to od naju. Čau! Hvala, adijo.